spoštovani predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, spoštovane državne svetnice in svetniki. Veliko veselje in tudi čast mi je, da lahko prvo, torej najprej vam predstavim letno poročilo Varuha človekovih pravic, sicer v sredini septembra leta 2015 za leto 2014. Ta hip bi zagotovo lahko govorila že o novem letnem poročilu, ki se na nek način pripravlja, kajti ko greš v drugo polovico leta, se že zavedaš, o čem boš lahko poročal v naslednjem poročilu. In vendar je to torej posebna prilika, da o nekaterih temah pred vami vseeno spregovorim, čeprav sem prepričana, da ste si prebrali, da ste tudi diskutirali, moj kolega je bil že na 2 sejah, tako da imate svoje mnenje o našem poročilu. Kot lahko vidite, ima neko novo, prijaznejšo podobo, ki ste jo tudi vi pohvalili, kajti zdi se mi, da ni pomembna samo vsebina, ampak da je zelo pomembno, kako ljudem tudi predstaviš, kajti včasih na ta način dosežeš tudi več bralcev, da ni zadeva tako duhamorna. Želim si v tem svojem mandatu, sedaj sem nekako bližam sredini, k sreči je mandat 6-leten in imaš dovolj časa, da nadgradiš svoje delo. Želim iz te mogoče temnejše, tukaj se tako točno ne vidi zelene barve, ob koncu mandata preiti v svetlejšo. Kajti zelena barva je tista, ki pomirja, ki je drugačna in prijaznejša, celo koristna za zdravje in resnično upam, da se bo posvetlila v teh letih. Če dovolite, bi vam predstavila, ker mnogi tudi morda niste bili še pri nas, odločila sem se tudi za prijaznejšo predstavitev v tej PowerPoint obliki. Torej, tu je naš sedež, smo pod KPK-jem, torej v isti stavbi, tako da smo tudi potem, če nas kdo ne pozna, že prepoznavni. In tu sem si drznila tudi predstaviti kolektiv. Pogosto me sprašujejo, kdo so ti ljudje, koliko vas je. Vem, da nas ne boste mogli tako hitro prešteti, vendar bližamo se 40-tici, včasih nas je 35, 37, v mojem mandatu še ni bilo 40 ljudi, vendar tu niso samo tisti, ki so redno zaposleni, kajti v tem obdobju smo imeli tudi precej porodniških dopustov in tako smo samo za kratek čas, torej za čas porodniške zaposlili koga, ki je medtem torej še na fotografiji, pa ga žal letos ni. In to je tudi tista usoda, ko sama spremljam kot varuhinja mlade, ki se prijavljajo, 500 prijav za 2 mesti, izbereš za 8 mesecev 2 človeka, hudo ti je pisati vsem ostalim, da ne rečem kolikim, da ne morejo priti, pa čeprav so odlični. Torej, tu je naša podoba in potem še podoba našega najožjega tima, torej imam 4 namestnike, generalno sekretarko in direktorico strokovne službe. Želim, to vam tudi rada predstavim, da timski sestanki so torej kolegija varuhinje vsak teden, vsak torek praviloma, tudi danes je že mimo in vse pomembne odločitve želim, da nekako sprejmemo vsi, ne nazadnje so to ljudje z dolgim stažem, varuhi se menjajo, marsikdo je pa tukaj že tudi 20 let, zlasti kolega Rovšek, ki je pravzaprav pobudnik in ustanovitelj varuha, tisti, ki je napisal zakonodajo. Potem sem vam želela morda prikazati, da smo izdali že 20 rednih poročil, bi prosila samo, če bi obrnili. Ni šlo, da bi jaz to predstavljala tukaj, ni šlo, da bi bila tam, tako da si bo morala malo z gospo pomagati. Torej, poglejte, 20 rednih letnih poročil in 9 posebnih poročil. Posebna poročila so tista, ki izpostavijo neko posebno problematiko in tako smo se v teh letih odločili kar za nekaj, nanje se sklicujemo, zgleda, da je nekatere zadeve, zlasti romska problematika, kar stalnica. Če pogledamo področje našega dela, bi se ustavila najprej pri ustavnih pravicah. Kot veste, na tem področju vsak dan, tudi danes, medijska vprašanja, kako je z nestrpnostjo, kako je svobodo govora. Torej, zagotovo zagovarjamo neko odprtost v družbi, vsak naj pove korektno, kar misli, vendar seveda brez ekscesov in brez tega, da splet ponuja pravzaprav veliko stvari, kjer se ljudje srečajo na zelo nestrpen način.
Smo tudi partner neodvisnega povezovalnega telesa z odgovorom na sovražni govor. To se mi zdi zelo pomembno, kajti v teh časih varuh ne more presoditi, ali gre za kaznivo dejanje ali ne. To presojajo organi odkrivanja, pregona, če pride zadeva na sodišče sojenja. Samo, kot veste, traja do sojenja lahko predolgo, vse stvari se lahko razplamtijo že do nekih enormnih višin in širin. Tako da se mi zdi, da je to povezovalno telo tisto, ki včasih odgovarja na ta vprašanja in tudi seveda medijem pomaga pri tem, da se ustvarjajo neke boljše prakse. Torej, sodobni spletni prostor je nevaren zlasti za mlade, anonimno se skrivaš, tonček klobasa in pišeš karkoli, ali si Peter, Pan ali karkoli. Torej, takrat ne veš, pač ali imaš 16 let ali imaš 50 let, trdiš, da si mladoleten in vendar se bližaš Abrahamu ali si preko. In vse to pravzaprav zelo včasih kvarno vidimo vpliva na mlade, iz šol poročajo, da je sedaj to prostor, ki se ga zelo bojijo, snemanje drugega, izpostavljanje, kot veste, lanski primer smrti ravnatelja v Mariboru je bil zgovoren dokaz, kam lahko pripeljejo vse te poti slikanja in torej odločanja o usodah drugih, razsodbe, kdo dela pravično, kdo je moralen in kdo ni. Potem seveda imamo tudi precej aktivnosti na področju volilne pravice in diskriminacije invalidnih oseb na voliščih. Tukaj se je stvar kar izboljšala, volišča se bližajo temu, da bodo tudi primerna invalidom, vendar še ne povsod in veliko invalidov nas pravzaprav na to opozarja. Uspeli smo z eno zahtevo za oceno ustavnosti, vlagamo jih v tem obdobju, kar moram reči, precej. To kaže, da opozarjajo nas ljudje na to, da le ni vse tako, kot bi moralo biti. Zakoni niso sprejeti s tresočo žilico, ampak pravzaprav nekako na hitro, ne preračunajo se posledice, ki bodo nastale, veliko je potem krivic, ki jih je težko popravljati. Torej, uspeli smo glede psihiatričnih bolnikov. Kam s temi kartoni, kot vemo, se včasih vsi ti podatki, ki se nahajajo v zaupnosti psihiatrije, lahko nekega dne, ko pridejo v arhiv, obelodanijo in seveda, ko nekomu to koristi, bo tudi uporabil. Torej, varuh stoji na stališču, da je potrebno skrbno varovati te podatke in tu je bila naša zahteva uspešna. Seveda še vedno pa nimamo nekega učinkovitega sredstva pravnega varstva žrtev posegov, o tem opozarjamo tudi Ministrstvo za pravosodje, zagotovo smo si vsi edini, da ni kazenski pregon tisti, ki bo preprečil, da bi včasih denarno kaznovanje bilo mnogo bolj učinkovito. Predlagamo tudi spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Srečali smo se s primerom, človeka, ki je bil potencialno, tudi lahko morda storilec kaznivega dejanja ali storilka, tako belodanil, tako žigosal, da potem seveda trpi zelo velike posledice, ne vemo pa, kako se bo postopek kasneje razpletel. Kot vemo, so pa težnje po spremembi zakona tudi prisotne. Terjamo tudi navodila za poenotenje prakse pri ravnanju z mrtvimi plodovi. Kot veste, se je v lanskem letu zgodil poseben dogodek, nekdo je pač želel pokopati mrtvi plod, zataknilo se je pri tem, da plod še ni imel 22 tednov in da bi šel med odpadke. Kar težko mi je izreči pravzaprav to besedo, zelo smo se trudili, kajti ne glede na teden gor ali dol, tudi zdravniki se zmotijo pri tednih, je pieteta do nerojenega ploda tista, ki mora biti prvenstvena, torej starši morajo imeti to pravico, da se tudi dostojno poslovijo od svojega mrtvorojenega otroka. Prešla bi na diskriminacijo, kot veste, veliko jo je, seveda jo občuti, tisti, ki jo občuti, misli, da je to tisti njegov najhujši problem, tisti, ki morda diskriminira, pa se tega včasih niti tako zelo ne zaveda. Še vedno je položaj Romov, sami vidite zapisano, elektrika, voda, neurejene razmere, sama bom v kratkem, pa ne prvič obiskala eno izmed naselij, ker so mi pisali otroci. Otrok res ni kriv, ni odgovoren in ne more vplivati, ali se rodi Kate Middleton,
in ima že takoj ob rojstvu drugačen položaj, ali v neki romski družini, kjer ne bo imel ne vode, ne elektrike, in tu mora država bdeti tam, kjer pač župani ne zmorete, tisti, ki ste tu župani. Še vedno ni neodvisnega zagovornika načela enakosti in polnopravne državne institucije, veliko se govori o tem, tudi sama, ko sem prišla k varuhu, se mi je zdelo, da je varuh povsem dovolj, kakšna institucija neki še, vendar gre za institucijo, ogledala sem si finsko institucijo za človekove pravice, ki bi širše preiskovala, torej ne na podlagi pobud, ki jih dobimo, ampak raziskave, ko nas sprašujejo tudi evropske institucije, kaj pa ugotavljate na tem področju, ne morem reči, da ugotavljam 100% to in to, ker imamo samo pobude, morda to ni realna slika, zato imajo nekatere države pri varuhu ali pač samostojno, vendar saj veste, samostojnost v teh časih prinese ne le fikus in tajnico, ampak še marsikaj. Torej, če bi varuh tudi to prevzel in bi bil tudi institucija za varovanje človekovih pravic, poleg tega, da jih varujemo tistim konkretnim osebam, ki na nas naslovijo pobude. Izenačitev možnosti invalidov, veliko tudi v državnem svetu o tem razpravljate, poznam vaša prizadevanja, tudi tu še vedno ni tako, kot bi moralo biti, tudi gibalno ovirani študentje še vedno nismo dosegli njihove, torej enakopravnosti z drugimi, zlasti pri prevozih v službo ali pravzaprav študij, če so še redni študentje. Torej, strpnost zahteva vsak dan od nas nov preizkus, v teh časih morda pa še toliko bolj. Preidemo na omejitev osebne svobode, še vedno ugotavljamo prezasedenost zavodov za prestajanje kazni, k varčevanju usmerjeno zmanjševanje števila strokovnih kadrov, slabo stanje zaporskih kapacitet, premajhno skrb za koristno porabo časa, po stilu, če si že zaprt, moraš izid boljši, kot si bil prej, torej ne slabši, skrb za starejše, hudobolne, obsojence, sprotno reševanje problemov enote za forenzično psihiatrijo v Mariboru, ki sem jo obiskala, stanje se izboljšuje. Posebno skrb posvečamo osebam z duševnimi motnjami in vsem v socialno-varstvenih zavodih, tu smo izredno dejavni, pozdravljamo kodeks etike v zdravstveni negi, nujne so rešitve mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in skrb za mlade psihiatrične bolnike, ki jim nikakor ni mesta med odraslimi. Ne vem, kdaj bomo dosegli, da 8-letni otrok ne bo skupaj na psihiatriji 60-letnim pacientom. Sami veste, da je to za otroka ponovno zaznamovanje. Prišla bi na pravosodje. Tukaj veste, znana tema, o tem se veliko govori, najbrž ne bom povedala nič posebno novega. Gre seveda za prejšnje leto, letošnje leto, kot rečeno, bo predmet poročila, ko bom tu čez 1 leto. Nezadovoljstvo z vodenjem postopkov, predolgi, preveč pravzaprav odločitve podvržene pravnim sredstvom, kar je prav, vendar vrnitev na prvo stopnjo, pa zopet na naslednjo, pa na najvišjo, pa razveljavitve, razburjajo ljudi, sprašujejo se po marsičem, tudi po usposobljenosti, strokovnosti. Mi moramo vedno seveda odgovarjati, da se ne vpletamo v postopke, ki so aktualni, ki tečejo, ljudje bi radi, da bi razsojali, ne nazadnje celo taki prihajajo, ki pravijo, da sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice niso zanje pravične. Kot vemo, še poravnava je lahko rizična, ker nekdo misli, da je preveč popustil, ko vidi, da tudi drugi pristajajo na poravnavo. Kaj šele sodba še tako pravičnega sodnika? Sodnikova neodvisnost, o tem veliko se govori, ne prinaša njegove nedotakljivosti, menim, da je potrebna transparentnost, tudi več odgovorov pravosodja na kritiko, treba je pač jasno stopiti pred ljudi, priznati, povedati in v bodoče biti tudi dober, boljši. Seveda, pozna pravica ni pravica, tega se vsi zavedamo, tudi evropska sodba je lahko le obliž na rano, prinese 5000 evrov, kaj si boš z njim pomagal, če je tvoj otrok že odšel od doma in ga nikoli več takega nepoškodovanega ne boš dobil nazaj, kaj ti je ranjen v postopkih razvez, v postopkih, ko starši iščejo svoj prav in bi morali v stilu Salomonove sodbe razrezati otroka in videti, kdo je tisti, ki ga ima res rad.
Potem disciplinska, bomo šli kar naprej, disciplinska, kazenska, odškodninska odgovornost, nujnost dobre zakonodaje, tu smo zelo veseli, državni sekretar Ministrstva za pravosodje, ko se sestajamo oziroma ko spremljamo tudi preko medijev in drugih sredstev poročanja, kaj se vse dogaja in koliko bo sprememb, si samo želim, da bi ti zakoni nekako zaživeli, kajti dobre zakonodaje ni nikoli preveč in upam, da bo čim prej prišlo tudi do spremembe, prepotrebne spremembe nekaterih zakonov. Ukinjen je bil uklonilni zapor. Na področju dela državnega tožilstva, ko sem bila sama tožilka, tega moram reči, nisem zaznala, se mi je zdelo, da je 8 dni roka, ko ti tožilec zavrže ovadbo in te napoti na subsidiarni pregon dovolj. Ko je 8 dni minilo, sem si mislila, v redu sem naredila, nihče ni nadaljeval pot. Ko sem prišla k varuhu, so me seznanili, kako razmišljam, ali je ta rok dovolj ali ne, in res mislim, da bi oškodovanec rabil daljši rok, kajti v 8 dneh se niti ne zave, da je tožilec odločil oziroma komaj odpre pošiljko, kaj da bi jo razumel in kje bo našel strokovnjaka, ki bo šel zanj po pravico. Torej, ta rok je res prekratek. Na področju odvetništva so prevladovale tipične pritožbe, slabo delo ali da so ljudje preveč plačali, da ni bilo korektno zastopanje, da zavarovalnica, ko jo tožijo, ravno tega ne plača, za kar oni mislijo, da bi morala. Notariat še vedno ni dopolnitve zakonske ureditve disciplinske odgovornosti notarja, ko deluje kot odvetnik. Pravim, gre za prejšnje leto, marsikaj se sedaj na tem področju že spreminja. Prešli bi na policijske postopke. Moram izraziti veliko zadovoljstvo, policija se vedno odziva. Policija je res hierarhičen organ, ki vedno poskrbi za to, da od najvišjega do najnižjega izvedo za napake, da se poskušajo izboljšati in da kritika je pri njih sprejeta kot dobronamerna kritika. Seveda nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Družinsko nasilje dobivamo seveda pritožbe, pripombe ljudi, ki pravijo, še vedno niso dovolj usposobljeni. Danes berem v medijih o tem, da bo treba usposobiti zdravnike, ker so najbližje ljudem, ki jim lahko zaupajo o nasilju v družini in da bodo oni tisti, ki ne bodo molčali v stilu, saj sem vendar zdravnik in moram biti tiho o tem, kar mi pacient pove. Vprašljivost tudi ta zadnja zadeva hišnih preiskav soju medijskih luči. Za manj se je spraševati, kako da mediji pridejo prej na kraj kot kdo drug in so že zvečer sveži posnetki vklenjenega, odpeljanega, sesutega človeka, potem pa seveda nikoli ne boš več verjel čez leta, če bo oproščen, da je bil pravično oproščen. Zato, ker bodo rekli, če so ga takrat prijeli in odpeljali in mu zasegli pol hiše, potem je že kriv in je skorumpiran kdo drug. Torej, zdi se nam, da je potrebno tudi o tem korektno poročati in ne soditi vnaprej. Prešli bi na upravne zadeve, moram pohiteti, prijava prebivališča buri duhove. Kot veste, ljudje brez bivališča so brezdomci, nimamo več samo moških srednjih let, da ne bom preveč kritična, ki so se zapili ali pa še mlajši in jih vidiš nekje na cesti, tu so že družine z otroki, otroci odidejo v rejništvo, taka družina se nikoli več ne more sestaviti. Kategorizacija občinskih cest, tu moram povedati, bom izkoristila priložnost, da se Državnemu svetu zahvalim za vse posvete. Za vse posvete, na katerih smo sodelovali kot soorganizatorji ali kjer smo bili pač nek partner ali predavatelji, gostje. Vedno smo lahko prišli v Državni svet in varuh je vedno, zelo smo zadovoljni, kadar lahko tu organiziramo in tak posvet je bil tudi kategorizacija občinskih cest. Vem, da vas je tukaj nekaj županov, ki imate te probleme, kdo jih nima, celo država, ko je bil minister in sem mu rekla, da bi morda na župane pritisnili. Je seveda tudi ceste, ki so državne, niso vse, a ne po državnem zemljišču, ampak je nekaj tudi po privatnih zemljiščih. Ko potujem po občinah vsak mesec v eno občino, poslušam župane, ki pravijo 2-3 proračune rabim, da bi odkupil zemljišča. Nekatere občine ste bolj uspešne, torej bodite vsaj zgled drugim.
Pri upravnih zadevah ne morem mimo tega, ne vem, kakšen izraz bi vi uporabili, dokomolčniki, ljudje, ki sedijo, kot bi bili v tistih starih časih z guljenimi komolci, čakajo, da mine delovni čas, čakajo, da ti povedo, da nisi prišel prav, da ima tudi on doma otroke in mora ob 4 domov in da tega problema pa res ne more rešiti. Torej, država naj bo prijazna ljudem. Tudi, ko se srečujem z drugimi varuhi, imajo vedno take težave. Kako naučiti ljudi, da bi nudili znanje, ki ga imajo, da bi bili širši, prijaznejši do ljudi, ki rabijo pomoč. Kdo pa rad hodi okoli, redki morda k zdravnikom, kakšen, ki rad preživi kakšno urico v družbi, vendar še tam ni prav prijetno, kaj šele, da bi hodil od vrat do vrat in iskal svojo pravico. Kot vidite, tujci, azilanti in begunci, tema, ki se v letošnje leto pretaka silovito in pravzaprav še ta hip, ko sem tu, ne vem, kaj se dogaja tam zunaj, po svojem je kot varuhinjo kar strah, kako bomo to zmogli, da ne bi kršili zakonodaje, katera je tista zakonodaja, ki jo je treba spremeniti, kaj bo jutri, česar danes ne poznamo. Spremljali smo tudi področje reševanja izbrisanih, kot veste, naša odločitev ni bila, da bi odšli na ustavno sodišče po pravico, obširno smo obrazložili, vendar zgodba je taka, da terja opravičilo države, ki ga pa izbrisani nikoli niso doživeli. Imeli smo tudi pozitivno zgodbo, nekoliko jih bo najbrž sedaj, ampak somalijske deklice, denacionalizacija, kar še ni končana, inšpekcijske službe, veliko sodelujem na inšpekcijski svet, hodim, inšpektorje vabimo k nam, zagotovo je potrebna transparentnost, zakaj meni rušijo in ne Tonetu, zakaj se pri meni zadeva tako dolgo vleče, kdaj bo na vrsti sosed, predvsem pa tudi odgovarjanje. Dosegli smo nek napredek, da če ti pišejo, tudi če ljudje ne vedo, da morajo napisati stavek, prosim, da me obvestite o moji prijavi, je lepo, če inšpekcija odgovori, vaša prijava je v obdelavi, ali je zadeva končana, zato ker ljudje pišejo po 2 letih k nam in se sprašujejo, kaj je, nikoli ne dobim odgovora. Tudi z inšpekcijami imamo kar korenito sodelovanje, ugotavljamo seveda, da jih je premalo na določenih področjih inšpektorjev. Potem povojni poboji, tu se stvari premikajo, sprejeta zakonodaja, ko smo to pisali, marsičesa še ni bilo. Prešla bi na okolje in prostor. Tisti, ki poznate GSMR postaje, ki so nenadoma zrasle 30 metrov visoko, ne le, da so metale recimo neko senco nekomu na balkon, kjer se je sončil, gre tudi za vprašljivost, ali boš verjel, da so koristne, oziroma da niso škodljive, da ne sevajo, da so tako visoko, da sevajo tam zgoraj ptičem in ne tebi. Ljudje ne verjamejo ničemur, zato ker se pravočasno o tem ni govorilo. Tu prisegamo na Arhuško konvencijo, ki govori o tem, da je potrebno transparentno in pravočasno o tem odločiti. Problematika onesnaženosti okolja, sama potujem po Sloveniji, vsak mesec se srečujemo z nevladniki, enkrat smo na terenu in en mesec pri nas. Ta mesec v septembru, zadnji četrtek, gostimo ministrico za okolje, gospo Majcnovo, najbrž bo veliko vprašanj naslovljenih na njo strani nevladnikov, torej tu smo tudi na terenu. Ogledala sem si Zasavje, Celjsko kotlino, tudi Mežiško kotlino, ki je nekoliko boljša, Celjska, pa vemo, da buri duhove, da pravzaprav ljudje terjajo že odškodnine in da prihajajo iz Evrope kazni. Smrad, izpusti, vonja, hrup, koncentracija radona in svinca, ne nazadnje pred kratkim v enem izmed ljubljanskih vrtcev, vprašanja ljudi, ali ni morda v vseh vrtcih v Ljubljani tako, kako je z radonom v šoli Črni vrh in tako dalje, delci PM10. Vodna dovoljenja, vodna zemljišča, tudi tu še ni popolnega reda, inšpekcijski postopki se morajo skrajšati, kapital, da zaključim, ne sme biti pred zdravjem, pa žal je. Gospodarske javne službe, ukvarjali smo se z nezmožnostjo plačila stroškov komunalnih storitev, rubežniki, ki trkajo, ki so že pri ljudeh, pa ne vedo, ali bi se še lahko skrili ali ne. Tudi odpust dolgov bo
pokazal, kaj je prinesel, skrbi nas, da sega v leto 2013 in da tisti, ki je želel preživeti, je že plačal, si sposodil in da je vprašanje, ali ima sedaj dolgove in sedaj težko živi, tako da ne vem, če bo toliko izplena, vendar dobra volja pa je bila pokazana, vsaj neka solidarnost do teh ljudi. Pravica do vode, o tem smo tudi govorili, zasebna lastnina, to še vedno menim o cestah, zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, danes so polni mediji, pravzaprav kako bo z dimnikarsko službo, upravniki, tukaj so ljudje zelo kritični, govorijo celo o nekih mafijskih zadevah, o nenadzoru, ljudje, ki nam pišejo, so precej razburjeni. Prišli bi na stanovanjske zadeve, ko smo zapisali, je bila država mačehovska, upam, da ne bo dolgo, kajti nekaj se vseeno premika, nacionalni stanovanjski program je tu, vendar prepočasi. Težka pridobitev stanovanja za ljudi, skladi za mlade družine. Prešli bi na delovna razmerja. Tukaj pravzaprav smo imeli posvet, kdo je delu ukradel čast, posvet, ki terja številne odgovore. Vsak dan smo na tem, da se sprašujemo, kaj je s poštenostjo, kaj je z veriženjem, kaj je z nabiralniki, kako naj ljudje preživijo od prekarnega dela, mobingiranja, mlakuža neizprosne podrejenosti in brezpravnosti delavcev, moderno suženjstvo. Skratka, kaj reči mladim, in marsikdo pravi, kje je tisti stari SDK, da bi naredil red. Prešla bi na pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sprašujemo se, zakaj gospod Papež, mislim, da ga še ni, ima danes poročilo, z njim se tudi srečujem. Torej, kdaj bo kakšna analiza prejšnje reforme, kot veste, smo šli na Ustavno sodišče in sicer zaradi odkupa študijskih let, dolgo smo tuhtali, ali je to tista kršitev, ali smo se sedaj že vsi navadili na to, da ne moreš na nič več računati, ko vplačuješ, da je vse hazard. Sama menim, da temu ne sme biti tako, država mora biti poštena, če plačaš, ti mora ali vrniti, ali pa ti nuditi pravico, za katero si upal, da bo uresničena. Torej, še vedno ni podzakonskih aktov na področju pokojninskega zavarovanja, podzakonskih aktov, predvsem invalidskega zavarovanja. Prešla bi na zdravstveno varstvo, vidim, da sta dve predstavnici tukaj ministrstva. Torej, še vedno ni tistih dopolnitev zakonodaje, ki jo čakamo. Prevzem, mi smo se povprašali, najbrž marsikdo, ali je smiselno v času, ko ni ministra in ravno na področju zdravstva je bilo tega kar nekaj, postavljati nekega začasnega ministra z nekega drugega, prav tako obremenjenega resorja ali celo samega predsednika vlade. To je mrtvi tek, takrat se ne more nekdo tretji voditi tega ministrstva in zato pripisujem velike težave tudi temu dejstvu. Ukvarjali smo se, kot lahko vidite, s srčnimi operacijami otrok. Vse, s čimer smo se ukvarjali, je tudi prišlo v javnost, je terjalo pojasnila, preiskave marsikje, nekatere še niso končane. Izvajanje zakona o pacientovih pravicah, tu bi zelo pohvalila zastopnike pacientovih pravic, izjemno delo opravljajo, prav je, da jih imamo. Tu je še zdravilstvo, diagnostika, cene v samoplačniških ambulantah, zobozdravstvo, celo nespoštljiv odnos nekaterih članov invalidskih komisij in počasna odzivnost zdravniške zbornice, ravno kar sem gostila predsednika Možino, pogovarjala sva se o tem, da je potrebno suvereno stopiti in ljudem povedati in hitro reševati zadeve. Prešla bi na socialne zadeve, kaj hujšega, torej socialno področje, ko me vprašajo, kje je hudo, vse se skoncentrira tu. Ko ti odpove služba, ti odpove zdravje, ko nimaš nekih socialnih pravic, begaš naokoli in ne moreš preživeti. Torej, mislim, da bi se centri morali čim prej reorganizirati, o tem se govori, da bi nudili svetovalno vlogo, da ne bi bili samo tisti, ki vpisujejo 100 in en podatek, in imajo s tem toliko dela, so pa odmaknjeni od ljudi. Ljudje tudi ne znajo preživeti z nižjo plačo ali pravzaprav socialnimi prejemki, zato ker še vedno živijo v nekem drugem svetu in niso na realnih tleh. In tukaj je naloga Centra za socialno delo, da tudi pomaga, da stopi v bran tem ljudem in da dela hitro, predvsem pa ministrstvo, ki je reševalo predolgo pritožbe. Seveda so se enormno nakopičile ob spremembi, ob
ob ZUJF-u, ob zakonodaji in pravzaprav je tudi okostenel in uradniški odnos marsikoga tisti, ki številne uslužbence ne okarakterizira kot dobre. Seveda pa velja tudi pohvaliti, ravno o tem danes pišem v kolumni na JUSINF-u, pohvaliti tiste, ki so drugačni, kajti če so vsi slabi, potem se tudi 101. Ne splača potruditi, so tudi na vseh področjih izjemni ljudje. Revščina in še enkrat revščina, ki trka, ki je tu, ki je bila tu in najbrž bo, vendar ta revščina ima hude obraze pri otrocih. Sem proti temu, da se tako močno poudarja rešitev v humanitarnih organizacijah, dobro, da jih imamo, lepo je, da se teka, tudi za zdravje ne škodi, zbira zamaške, je koristno za okolje, vendar ne moremo s tem živeti, država mora biti tista, ki poskrbi za ljudi z dna in blizu dna. Vložili smo tudi zahtevo za oceno ustavnosti predpisov na področju socialnih pravic. Zelo pomembna tema brezposelnosti. Srečala sem se z mladimi, z njimi bomo imeli v kratkem okroglo mizo. Mladi, ki so polni nekih idej, ki odhajajo v tujino, ki so pri nas, ki jih vidimo ali ne. Torej, tudi Zavod za zaposlovanje bi moral biti, zdaj smo pri brezposelnosti. Tudi Zavod za zaposlovanje bi moral biti tisti, ki zna svetovati, ki je subtilen, ki ne naliva pravzaprav nobenega vina svojim klientom, ki pridejo, ampak jih pušča, pojdite v ta tečaj, vpišite se, prijavite se, pa čeprav si direktor morda na nek poseben tečaj, ki ga sploh ne rabiš, kako pišeš vloge, če si bil prej direktor. Število brezdomcev je veliko, prešli bi na otrokove pravice, dovolj je, če vam povem, da otroci dobijo udarce, ki bi bosto, pa čeprav sem proti vsakemu nasilju, kot veste, ampak udarce sem napisala v navednicah, ki bi jih morali dobiti starši, torej tisto zaušnica, da ne delajo prav, tisti poduk, ne pa, da so otroci tisti, ki jih do Evropskega sodišča popolnoma raztrgajo, ki zaidejo v mamila zasvojenosti, v nove oblike internetne zasvojenosti. Ki je družinska zakonodaja, ni prepovedi telesnega kaznovanja, nerazumno dolgo odločanje, rubeži otrok, številna izvedenstva, ne eden, 3 izvedenci, vse plačati, na koncu pa ne veš, čigav je otrok. Potem pri varuhu poteka poseben projekt, ponosni smo zanj, otroci s posebnimi potrebami, ne morem mimo tega, da je to velika varuhova skrb za te otroke. In potem je še čisto zadnja tema, izvajanje državnega preventivnega mehanizma. O tem imamo tudi posebno poročilo varuha v slovenščini in angleščini. Tukaj se pravzaprav trudimo na področju oseb, ki jim je odvzeta prostost, pa ne le v zaporih, na policiji, v zavodih za mladoletnike, na psihiatriji, kjer so dementni in demenca je bolezen številka 1, prihaja, je tu, je ne prepoznamo, jo ima najbrž marsikdo že tudi od nas v nekih koreninah, ampak se slepimo, saj bomo prej umrli, ne, starostna doba je dolga in v domovih starejših občanov je žal čedalje več takih ljudi. Torej, tudi to področje, z njim se ukvarjamo. In za konec, želim, da bi se vsi, tudi oblastniki, zavedali pomembnosti človekovih pravic in dolžnosti, ki zahtevajo hitro, pravično in odgovorno ravnanje. Sej, gre za neko floskulo, vendar zdi se mi, da jo je treba večkrat slišati, predvsem odgovorno ravnanje. Zakonodaja in izvršilna veja oblasti morata s pravnimi predpisi preprečiti erozijo pravne države, je tu, in tudi socialne. Hitro in predvidljivo ravnanje sodne veje oblasti pa mora ljudem povrniti zaupanje in dostojanstvo, da bodo tudi najranljivejši začutili, da so pravice nedeljive in za vse popolnoma enake. Mnogi pravijo, nisem človek, sem mali človek, zame ni pravice in takrat mi je zelo hudo. In sedaj, da si boste za konec predstavljali varuha v številkah. Imeli smo 13 zunanjih poslovanj v lanskem letu, opravili 206 pogovorov, 85 srečanj z nevladniki, od tega 8 s predstavniki civilne družbe z področja okolja. Prejeli smo 3081 pobud, vendar to so samo pobude, kar 18.428 vhodnih dokumentov in 8.350 izhodnih, torej zadev, ki jih je šlo od nas.
Na brezplačno telefonsko številko je naš informator, včasih ga še kdo nadomešča, prejel skoraj 10 000 klicev, veliko jih prejmejo pa tudi tajnice. Odgovorili smo na vseh 330 novinarskih vprašanj, imeli 21 novinarskih konferenc, kar 60 srečanj z ministricami, ministri in drugimi predstavniki državnih institucij. In če se osredotočimo le na področja, na katerih je bilo uvrščenih 100 ali več zadev, lahko ugotovimo, da je delež utemeljenih pobud. Na področju šolstva kar 48,2%, dela, družine in socialnih zadev 30,4%, notranjih zadev 23%, okolja 22%. Torej, tu je le nekaj podatkov o tem. In čisto za konec, kaj pravi Dunajska deklaracija. Tukaj je naša lupa. A imate še kaj? Ja, Dunajska deklaracija pravi, da so človekove pravice in temeljne svoboščine prirojene pravice vseh ljudi. In njihova naloga oziroma varovanje je prva naloga vlad. Torej bom z veseljem predstavila poročilo tudi na vladi in prepričana sem, da bo tako kot lansko leto, vsak minister je bilo rečeno, naj ga ima kar na mizi delovni in pogleda tu in tam vanj, kaj bi še lahko naredil. In še misel Marka Avrelija, sprememba je tvoje dejanje, potrebuje tvojo pobudo, tvojo odločitev in tudi tvojo inteligenco. Prepričana sem, da sem vsaj preletela naše poročilo, ki ima mimogrede preko 400 strani in zato bi bila lahko tukaj do konca tedna. Tako da hvala, da ste mi prisluhnili, vedno sem vesela vaših odzivov, zelo natančni so in tudi, ko poročate na komisiji in kasneje v državnem zboru, se začne vedno z vašim mnenjem. Hvala lepa. Hvala lepa, seveda za izčrpno poročilo gospe Vlasti Nussdorfer, varuhinji človekovih pravic. Mislim, da je bilo smiselno, da smo si kako minuto več vzeli, zato da je bila predstavitev takšna, kot jo v bistvu tudi državni svetniki skozi celotno leto tudi aktivno, bi rekel, sodelujemo pri vseh teh temah, katerih smo danes v katerih so bile predstavitev, kajti na nek način tudi mi sami opozarjamo na določene pomanjkljivosti, zato smo si tukaj na nek način zelo blizu. Sedaj pa bi prosil, ali želi skupinski poročevalec Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo, invalide pojasniti stališče obeh komisij. Izvolite, besedo ima predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, magister Peter Požun. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Spoštovane državne svetnice, državni svetniki, gospa varuhinja, predstavniki vlade. Obe komisiji, Komisija za družbeno ureditev kot pristojna komisija in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirano telo, smo obravnavali poročilo, 20. redno poročilo varuha človekovih pravic in ob tem vedno znova rekli, da si želimo, da bi bilo to poročilo kratko, tanko, ne zato, da bi varuh kaj prikrival, ampak zato, da bi bila slika Slovenije mnogo lepša, da ne bi bilo toliko težav. Tisto, kar je bilo posebej izpostavljeno, je pravzaprav navedla že varuhinja. Veseli smo bili, in to je danes varuhinja tudi povedala, pravzaprav dobrega sodelovanja med državnim svetom in pa varuhom človekovih pravic preko posvetov, preko sodelovanja na komisijah, preko skupnih pobud. Enotni smo si bili, da pravzaprav velika večina problemov izhaja iz prezapletene, nepregledne in neživljenjske zakonodaje, ki jo imamo v Sloveniji, izhajajoč tudi iz tega, da zakonodaja nastaja na zelo rokohitrski način in v samem poročilu, že prejšnjih poročilih, tudi v poročilu gospe varuhinje, ZUJF, ki je bil sprejeman v eni noči, je povzročil neizmerne posledice in veliko slabosti in pravzaprav že tretje leto se trudimo to popraviti. Morda samo nekaj tistih opozoril, ki pa smo jih v komisiji želeli poudariti. Na prvem mestu je to, da ni v Sloveniji vse tako slabo, kot morda izhaja, ne samo iz tega poročila, ampak kot izhaja iz vsakodnevnih, predvsem medijskih in pa tudi političnih nastopov, da je v tej državi, v teh ljudeh, v nas samih tudi veliko dobrega, ampak žal tega ne znamo pokazati, tega ne znamo izkoristiti, s tem ne znamo ravnati. Poudarili smo tudi, da gre za odgovornost tudi posameznika,
da gre za odgovornost političnih skupin in seveda za največjo odgovornost države oziroma vladnih struktur in ob tem seveda pozvali vse te, da več in bolje prispevamo k našemu boljšemu življenju in sobivanju. Ob tem seveda se zahvaljujemo, gospa varuhinja, za vaše delo, delo vašega polnega urada. Državni svet vam je seveda na voljo, da skupaj sodelujemo. Res pa si želimo, da nekoč bo to poročilo ena tanka knjižica. Hvala. Hvala lepa predsedniku komisije, magistru Petru Požunu. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, potem odpiram razpravo, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Ja, izvolite. Besedo ima državna svetnica, seveda magistra Darja Kuzmanič-Korva. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, zlasti varuhinji. Ne bom dolga, rada bi se vam pa zahvalila tudi za obsežno poročilo, zaradi tega, ker je to zdaj že seveda ne prvo leto, ampak vsaj drugo ali tretje leto, tako poročilo, s katerega se tudi v stroki naučimo veliko. Splača se ga prebrati in seveda naučiti, kaj vse narobe delamo. Ker je pozitivno, ker opiše, na kakšen način smo zadeve zgrešili in na kakšen način jih lahko rešimo. To je po mojem prepričanju izjemno, to je vaš pristop, bom rekla, varuhinja, in seveda v izjemno korist vsem nam in tudi našim uporabnikom. Tisto, kar me pa skrbi in se iz leta v leto seveda tudi prenaša in iz poročila v poročilo, je neodzivnost državnih organov. In ravno na področju socialnega varstva je naše matično ministrstvo eno od tistih, ki ne odgovarja promptno, tako kot ste rekli, Ministrstvo za notranje zadeve. S temi težavami se srečujemo tudi na centrih za socialno delo in tudi kot izvajalci. Torej, vsi državni organi in zlasti bi rada opozorila, ko boste predstavljali na vladi, naj ne bodo ta poročila samo na mizi ministrov, naj jih tudi odprejo in vprašajo, kdaj bodo rešili, kdaj bodo zadevo seveda tudi v prid vsem izvajalcem primerno rešili. Namreč, omenila ste centre za socialno delo, relativno kritično bom rekla, seveda, ampak vedeti moramo, da je sistem, ki se je zamenjal, povzročil skoraj 12.000 pritožb. Teh 12.000 pritožb, ki je bilo sistemsko, ni bilo rešeno na drugi stopnji in ni rešeno niti danes še. Mislim, da je še vedno nekih 2000 pritožb iz leta 2012 dalje. Teh 12.000 ljudi, bom rekla, če je vsak samo eno pritožbo naredil, je ponovno prišel na center za socialno delo, po informacije, pa ne enkrat, dvakrat, trikrat, kaj je zdaj z mojo pritožbo, kakšne pravice imam, kar pomeni, da če ne deluje celoten sistem, ne more delovati niti baza. In to zelo, zelo obremenjuje tudi nas in pogosto smo res avtokrati, res smo birokrati, tudi bom temu rekla, kar ni prav, ampak tisto, kar si jaz želim in bom rekla iz vaših ust do vlade, je to, da bi center res bil tisto, čemur je namenjen, ob reorganizaciji, da bi dobili čas, v katerem lahko strokovno pomočjo, z metodami strokovnega dela nudimo celovito pomoč našim uporabnikom. Tako da hvala vam za vaše delovanje. Hvala lepa državni svetnici magistri Darji Kuzmanič-Korva. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Dušan Strnad. Izvolite. Dober dan, lep pozdrav. Jaz bom tudi kratek, ampak vseeno, tole poročilo je seveda, kot je bilo že poudarjeno, zelo koristno tudi za nas, ki smo na položajih in naj bi človekove pravice prvi ščitili, ampak vseeno ni vedno to mogoče, saj to smo dejansko
že večkrat tudi rekli. Zdaj, nekaj stvari se da urediti z dobro voljo, recimo v mojem primeru kakšno polovico, vsaj polovica pa jih je povezana z denarjem. In jaz bom znova spomnil samo na posvet, ki ste ga že omenili vi in sem ga jaz vodil. Bila je polna dvorana, vsi smo izražali željo, da se problematiko kategoriziranih cest uredi. Takrat smo sprejeli 23 sklepov, predlogov, priporočil in vsa niso bili povezani z denarjem, približno polovica. Ampak tudi tisti, ki so recimo bi bili rešljivi z nekim dogovorom ali pa sodelovanjem organov na državni in lokalni ravni, niso uresničeni, pravzaprav se jih ni začelo niti še uresničevati, ker so razlogi pravzaprav ne vem kakšni. Recimo sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bi lahko enostavno pomagal z svojimi zemljišči, z nadomestnimi zemljišči zamenjati za kmetom za površine, ki so jih izgubili v cestah. Pa se to ne da. Tako da se bojim, da se bo o kategorizaciji občinskih cest pisalo še v vašem poročilu naslednje leto, pa še naslednje leto, pa še naslednje leto. In vmes gre za kar velike milijone denarja. Občine ob zmanjševanju, znižanju sredstev ne bodo mogle izpolnjevati niti osnovnih programov, kaj šele, da bi vlagale denar v odkup grehov storjenih pred 50 in več leti. Tako da tukaj bo res treba verjetno še kakšen posvet ali pa še kaj več, stakniti glave skupaj, rečemo na deželi in najti rešitev, ki bo sprejemljiva. Samo toliko, da na koncu, jaz sem že dobil grožnjo z razrešitvijo zaradi podobne problematike. Zdaj je vseeno, kdo je bo reševal, ali bo mest ali bo naslednik, ampak če ne bo tega sodelovanja, seveda je pravzaprav stvar nerešljiva. Toliko, hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Sedaj pa vadim državnega svetnika Bojana Kontiča. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana varuhinja. Zdaj zelo pomembno je, kdo se ukvarja s pravicami in na kakšen način in kdo želi ljudem pomagati. Vi ste vodili en zelo dober projekt, ki nekako vse v mojem prostoru zastaja, odkar ga ne vodite več, tako da je od ljudi zelo pomembno, kako se zadeve izvajajo. Bi se pa rad navezal na gospoda Strnada in razpravo njegovo glede vloge občin. Zdaj je že res, praviloma se vse težave zgrmadijo na ljudi, ki imajo svoje prebivališče nekje v eni lokalni skupnosti. In ko ne vejo več kam in ko nimajo več izbire, potem trkajo na vrata župana. Župan naj bi bil tisti, ki bi upravljal naloge tudi centra za socialno delo, pa zavoda za zaposlovanje, pa pravzaprav iskal stanovanja, čeprav vemo, da te pristojnosti župan nima in če si jo pa vzame, ima pa težave, kot jih je že kdo v tej Sloveniji imel. Zdaj, z razrešitvijo župana pravzaprav teh problemov ne rešimo, bi si pa verjetno kdo vdahnil pri vseh teh težavah, ki se zdaj pojavljajo. In prav bi bilo, da se zelo jasno opredelimo do teh težav in da poiščemo tudi tiste, ki pa lahko te težave spremenijo in naredijo življenje znosnejše tudi na lokalnem nivoju. Zdaj, glede kategorizacije cest, v tem primeru seveda lahko zelo hitro ugotovimo, da ravnanja lokalnih skupnosti niso v skladu z zakonodajo. Seveda,
ampak če ti želiš to zakonodajo izvajati, potrebuješ sredstva. Če teh sredstev ni, seveda ni možno dajati nekaj, kar enostavno nimaš. Zdaj, ena pot je seveda ta, da ljudje iščejo razne kompromise in včasih je kar uspešno poiskati način, da se ljudje odločajo tudi, čeprav to zakonodaja ne pravi, o brezplačnem prenosu zemljišč, zato ker je ljudem skupni cilj ta, da se infrastruktura izboljša. In občina, ki vlaga v kvalitetnejšo infrastrukturo, izboljšavo teh cest, ki jih je potrebno kategorizirati, seveda prispeva levji delež pri razreševanju težav s prometno infrastrukturo, ki jo ti ljudje imajo, ki tam živijo. Ker običajno so to ceste, ki jih ti ljudje, ki tam živijo, potrebujejo. Vse to niso ceste praviloma za nekoga, ki se vozi skozi in uživa in se posmehuje tistim, ki niso dobili denarja, vozi se pa po njihovem zemljišču. Zato mislim, da je rešitev več in jih bo potrebno tudi kot takšne sprejemati in razreševati. Želim pa si, gospa varuhinja človekovih pravic, da v pogovorih s pristojnimi resorji, resornimi ministri, vlado kot celoto in seveda potem tudi v državnem zboru izpostavite težave, pred katerimi smo lokalne skupnosti postavljene oziroma kjer so vrata zaprta in ni rešitev. Vse težave, ki jih imamo na lokalnem nivoju in vse zakonske pristojnosti, ki jih lokalna samouprava ima, so seveda odvisne od denarja. Zdaj za 20% zmanjšati porabo občin se seveda lepo sliši in tudi varčevanje je takšno, ta pravo. Res pa je, da to pomeni okrnjeno delovanje lokalnih skupnosti. In če vlada sama pred leti ali pa pristojni organi izračunala in v zakon zapisala povprečnino, ki bistveno odstopa od letošnje, lanske in predlanske, da v naslednjem letu ne govorimo, potem seveda bi bilo dobro, da najde neko rešitev, pri kateri bo zagotovila vsaj minimalno funkcioniranje in izvrševanje nalog, ki jih lokalne skupnosti imajo. Zato je potrebno na to upozoriti. Veste, zelo enostavno je reči, zmanjšali bomo občinam, v redu, ampak je treba hkrati povedati, zato bodo ljudje imeli manj pravic. Tudi tiste, ki jim jih zakon nekako podarja v navednicah, se jim ne podarja, se ljudje plačujejo davke in potem tudi pričakujejo primerno ravnanje tistega, ki pač razpolaga s temi sredstvi. Zelo dobrodošlo je pa vaše opozorilo in z njim ste tudi začeli današnjo predstavitev. Jaz bom pa za to področje uporabil naziv, ki sem ga prebral v časopisu pred morda enim tednom, spletna kanalizacija. Tu bo potrebno tudi z vašo pomočjo narediti večji napor, da bomo preprečili to, kar se v spletnih medijih enostavno dogaja, kjer smo soočeni z dnevnimi linči posameznikov, pa zato nihče ne odgovarja. Anonimni razpravljavci, brez imen, brez določljivega obličja, seveda razpravljajo, blatijo, obsojajo, zdaj še samo manjka, da začnejo tudi izvrševati sankcije. Pa nismo daleč od tega. Zato mislim, da je tu potrebno in na mestu vaše opozorilo in da je prav, da se tega zelo natančno lotimo. Drugače pa mislim, da je poročilo odraz dejanskega stanja in da nekateri ljudje resnično imajo težave, ali jih mi zaznamo ali pa ne. Dovolite mi, da tudi na tem mestu še enkrat ponovim izkušnjo, ki jo imam sam in verjetno še v nekaterih lokalnih skupnosti, kjer smo se odločili, da omogočimo ljudem plačevanje položnic brez provizije. Ampak ko to narediš, v naslednjem trenutku je to pravica, ki si jo ljudje ne dovolijo vzeti. In ko nekateri čakajo 1 uro za to, da plačajo položnico brez provizije, seveda privarčujejo 4 evre. To pa kaže na socialno sliko ljudi v naši državi. Torej, če si pripravljen za 4 evre čakati v vrsti 1 uro, potem slika ni ravno dobra in je revščina pri nas prisotna. Na drugi strani imamo pa ljudi, ki to pravico vzamejo kot samoumevno
In zdaj postavljajo vprašanje, zakaj se to ne uredi tako, kot je na banki, da ni treba čakati eno uro. Ne? Se pravi, nikoli ne rešiš zadeve do te mere, da bi zadostil ljudem na takšen ali drugačen način. Ampak še enkrat, to, kar opozarjate in ste tudi v poročilu napisali, degradacijo prostora, je pa seveda potrebno imati zelo resno. Pa naj bo to smrad, naj bo to onesnaženje zemlje, zraka, vode, kakorkoli že, in odgovornost tistih, ki so lastniki gospodarskih družb. Kapital prinaša tudi odgovornost, ne samo pravice in možnosti, ampak tudi odgovornost tistih, ki so lastniki. In v najslabšem primeru je seveda to, da je lastnik država. V posameznih družbah ne želi pa slišati za svojo odgovornost. In to bomo seveda morali v prihodnje spremeniti. Jaz bi si želel, da bi s poročilom za naslednje leto imeli veliko manj dela, da bi bilo kvalitetno pripravljeno, kot je to, da bi bilo pa predvsem manj obsežno. Vem, da je to iluzorno pričakovati, ampak v 3 letih vašega mandata, ki je še pred vami, se da še marsikaj postoriti. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Bojanu Kontiču. Sedaj pa vabim državnega svetnika Jerneja Verbiča. Izvolite. Lep pozdrav, kolegice in kolegi, spoštovana gospa varuhinja, predstavniki vlade in ministrstev. Torej, najprej vaše delo in delo vaše skupine je pohvale vredno to, kar je kolega Požun prej povedal, ko smo imeli že na komisiji. Muka trpno delo seveda, ampak kvalitetno. Če boste rabili slučajno arhiv, ga imam od vseh let, kar sem državni svetnik, sem povedal že na komisiji, mimo grede. Bi pa rad takole povedal, nadaljeval bom namreč v tem smislu, kar je govoril kolega Kontič. Veste, tukaj nas je ta trenutek tam nekje čez 30. Vsak od nas bi imel marsikaj zapovedati od tega več kot 400 strani dolgega poročila. Kakšno svojo pripombo, kakšno svojo repliko mogoče ali pa karkoli, in bi imeli tu en majhen konklave. Ampak že nasveti, ki so bili podani na komisijah, so dobrodošli, pa vse tisto, kar ste nam predstavili. Rabili ste tudi eno zelo lepo besedo, eno vrednoto ste rabili, na katero bom upozoril čisto na koncu, se ne bom dolg seveda. Glejte, slovenski narod, seveda vse spoštovanje do vseh narodov, ostalih in narodnosti, je znan po delavnosti, po marljivosti in še bi lahko našteval vrednote, ampak tega si pa ne zaslužimo, na kar je opozoril kolega Kontič. Kolega Kontič je govoril, kar je prebral v časopisu Delo. To je ta trenutek prišlo čez vse meje. Res čez vse meje. Vsak se lahko vsakega loti in ga zbije in ga zabije na tla in potem vrže cement in še pobriše, da ga ja zacementira tako, kot je treba. In tu mislim, da je bil apel ne le komisije, tudi kolega Kontiča in zdaj tudi z moje strani, da nekaj bo treba še en korak narediti več naprej. Namreč za tisti, ki briše te komentarje ali jih pa pusti, da so gor, se nekdo skriva in to se mora v bodočnosti nekaj. In zdaj bom rabil tisto besedo, ki ste jo vi rabili, ki je zelo velika vrednota, pa malo upoštevano, in to je poštenost. Veste, če ste pošteni, ko prebereste tile, ko lahko brišete komentarje in tako naprej, pa tega ne naredite, te vrednote nimate. In še enkrat, hvala lepa za poročilo, jih imam, če jih boste rabili. Hvala lepa državnemu svetniku Jerneju Verbiču. Sedaj pa ima besedo državni svetnik dr. Jan Vidgolob. Pozdravljene kolegice svetnice in kolegi svetniki in gospa Nussdorferjeva. Torej prekrasno poročilo, elokventno, v prekrasni slovenščini, kaže, da imate svoje budno oko povsod in vedno. Pa vseeno, če ste vi zaključili z Markom Aurelijom, bom pa jaz začel.
kar storiš lahko danes, ne odlašaj na jutri. Preprost Aurelijev stavek, ki ga je pustil človeštvu. No in ta misel se veže tudi na človekove pravice, ki so bile v preteklih 10-15 letih slovenskemu državljanu zelo kršene. Pravo je dopustilo, da je manjši del prebivalstva, 100 000, zelo lepo ukradel Slovenca brata. Torej, Marka Aurelija se ni poslušal, da bi se naredil jutri, ampak se je naredil nekaj čez 10 ali 15 let, ko je zgodba bila že precej zaključena. Seveda tega vi ne morete v vaš elaborat, ki bi bil, če bi se to upošteval, ne 400 strani, ampak 200 strani, ker je bilo bistveno manj problemov noter, ki izhajajo ravno iz tega, iz te katastrofalne prerasporeditve narodovega premoženja. Revščine, ki iz tega izhaja, socialnih pravic oziroma nepravic in še kar vse iz tega lahko sklepa. Zato bom vaš odgovor pričakoval bolj v nekem razmišljujočem smislu, ne pa konkretno, ker ga tudi ne morete dati. Druga točka, ki jo pa tudi niste zajeli, pa se bo vedno bolj aktualno bližala človeku, ker se stara in vsekakor živi rad, tudi umre morda še rad, ampak umira ne rad. Pa če se vrnemo od Marka Aurelija 500 let nazaj, Epikurju, ki je to stvar precej preprosto rešil. Z mislijo, mi smo tu, smrti ni, smrt je, nas ni. Ampak to vmesno obdobje je zreduciral na sila kratko dogajanje. In me zanima, kako boste vi tudi prevzeli stališče, če se bomo hoteli tudi Slovenci, državljani Slovenije, Slovenija kot država, približati v nekem smislu bolj razvitim narodom, Švicarjem, Nizozemcem, Oregonu, Washingtonu in omogočiti še pri trezni glavi odločujočemu človeku, da se odloči za dostojanstveno smrt oziroma zapustitev tega življenja in da to ne tretiramo niti kot samomor, niti kot umor in kako se bo tudi vaša vloga, jaz bom da ta posvet zelo rad povabil, postavlja v trikotnik filozofija, pravo, medicina. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku dr. Janvitu Golobu. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik Dragoš Črnjavič. Lep pozdrav, spoštovana varuhinja. Prihajam tudi z področja, z delovnih razmerij se vsak dan srečujem. Danes zelo popoldne imamo to tečeno že več kot 20 let prakso. Odvetniki, pravniki naši delajo za pravice delavcev. Tukaj bi vas, ne da bi pogledal sem, kar vi priporočate, predlagate, bi rekel vas dokaj posluša. Zdaj, prebral sem tole vaša priporočila, 2 vrste barv imate, kaj ponavljate, terjate takojšen ukrep, kaj predlagate, kaj priporočate, predlog državnemu zboru, da ne razlaga 137 člen ZDR-ja, ZUJF, se strinjam, ne, ampak bo kakšen odziv. Bi bilo dobro, če bi še uvedli barvo tako v tem smislu, ali se kdo odziva, ne, jaz. Torej, tisti nekatera vaša priporočila bo tudi našo aktivnost prišla, brez skrbi. Bi pa rekel pri delovni razmeri tako, ne. Pravice, obveznosti, odgovornosti, naša poročila so izjemno podrobna, kar se tega tiče. Če hočete, lahko segmentiramo tudi po okoljih. Kaj opažamo? To ni nič novega povedal, da je v mnogih okoljih se dogaja to, da imamo pač delodajalce tako, kot imamo in da imamo tudi toliko delovnopravnih okolij, kot je delodajalcev včasih. Pač ista zadeva, isti akti, isti predpisi in seveda množice različnih praks. Tam sem imel pozive z enih 2, pa ne bom rekel, da ne bi kolegi župani kaj mislili, da imam, ampak z ene občine me nekdo klical, kaj se dogaja in kako se dogaja. Ne bom se tukaj razlagal, ampak moč tisti, ki ima moč, naredi, kar želi, dobesedno. In lahko spremeni odlok, akt o sistemizaciji, pod firmo nekih velikih racionalnosti premesti ljudi, pa tudi lahko, tudi vse to upravičeno.
marsikdaj pa tudi ne. Marsikdaj pa tudi ne. In potem seveda se mi tudi srečamo, kaj pa je pomemben razlog. Tam, ker imamo sindikat, da ni dovolj na temeljni ravni govorim, socialnega partnerstva. Izvajanje instituta socialnega partnerstva, ki ga v tej državi poznamo, ZEU ima 26. člen, ki določa izvajanje socialnega partnerstva, ampak se ga mnogi izogibajo, ali na temeljni raven, panožna raven, torej izogibajo. Kaj bi rekel, ne funkcionira, ne diha s pravimi, polnimi pljuči. Ker če teče dialog med tam, kjer imamo sindikat organiziran, IO, panožni ali na temeljni ravni, pa delodajalcem, in da teče dialog, ja, hudima, da bojo ljudje skupaj prišli pa neke rešitve našli. Ne bi bilo manj problemov, manj konfliktov. Če bi izpostavil bi problem, naprimer, evo plače, plače. Mi imamo tlele, poslušajte, zdaj trenutno ne, ampak smo pa imeli pred 3-4 leti, smo vlagali tožbe, 3/4, da skrajšam, ker sem bil ena od akterjev, nosilcev tega. Na zadnje, torej prva stopnja, najprej delodajalec, druga komisija, tretja sodišče, prva stopnja, druga stopnja, revizija in spet nazaj, trajale 3 leta pa pol. Potem so še vlagali 350 izvršb, paste, za isto zadevo. 350 izvršb na sodišči. Potem smo vlagali, ampak zdaj pa tole, tam skrajšal. Pravna osnova enaka, tedaj sodnikom rekel, dajte tudi vi pobudo, če je pravna osnova enaka za pravico, torej znesek je pa različen, ja pa pol se ne nekaj razsodi, ne bo to primer za prakso, da gre se to hitreje odvija, ne da vlagaš, pa smo vlagali individualne kolektivne tožbe, pa individualne tožbe na delovno sodišče, na koncu se še izvršbe, pazite, in to vse je zaključeno. Zdaj le za zahvalo, narekovaju, dobivam, čeprav smo bili na pogajanju rečeno, da imeli nobenih stroškov kot sindikat, a ni ga vrag, zdaj dobivam iz sodišča takole, za takso plača, takso za tega, 30 evrov, 40 evrov, 50 evrov, kličem predsednika sodišča, se rekel, lepo vas prosim, hoče reči, dobro, vse plačujemo, ker ljudje so pa besni name, pa rečejo, Črnjavič, vi ste rekel, da ne bo nobenega stroška, plačaj sodno takso, razumete, in to tudi delam. S kom se ne, kličem predsednika sodišča, kličem tamle, ki delajo na teh oddelkih, da ne zdaj povedal, kaj so mi nekateri rekli, ampak pač tako je. Delovnopravna zakonodaja je problem, da je premalo natančna, pol pa greva takole, pol pa imamo izvedbene akte, predpise do akta o sistemizaciji, potem pa seveda vloga, funkcija te delodajalcev in seveda, če hočete, tudi politike dosti. Kdo bo na katerem delovnem mestu, boljše plačen, bolj zahtevnen, tega pa imate, koliko hočete. Pa tako je življenje, jaz proti temu, takemu kadrovanju in tudi tole in tudi pol so veliki tudi problemi iz tega in to se s tem zadevami dnevno srečujemo. Pa eno zadevo bi še opozoril, če bi se šteli, kar bi sicer noter ni kvantificirano, zdaj bi rekel za delovnopravne spore, za tisti del, kar poznam. Prva stopnja državna prava, druga stopnja komisija, tretja stopnja sodišče. Tole, koliko je teh sporov na individualni ravni. Zanimivo, da so, ne bom zdaj to ministrstvo imenoval, čeprav da ga krasi, da zaposleni en minister z ene glave, da imajo med vsem ministrstvi na sodišču največ sporov. Pazite, pa ne je bilo potrebno. Vzrok, to, ker ni notranjega benga dialoga, pol pa avtoritativno, direktivistično se odloči, tako bo in pa se pa pritožuj, pa delaj, kar hočeš. Tako v tem smislu. In to ni vredo. Skratka, toliko, da ne bi preveč bil predolg. Torej, vaše tole poročilo cenim. Če bi lahko mogoče pojasnili tisto, ali bo lahko pričakujemo nek odziv na tiste, kjer se to naslavlja, da ne bi pol drugo, torej, ponovno brali čez 2 leti, 3 leti, torej, da ponavljate, priporočate, ponovno ponavljate, skratka, da bi tisti, na kjer se to nanaša, bil nek primeren odziv, pa da bi se potem pristopilo k temu reševanju in izvajanju. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Dragošu Črnjaviču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnica predlagatelja določeno pojasnitev, obrazložitve, izvolite. Beseda ima gospa Vlasta Nussdorfer. Lepo pozdravljeni ponovno. Doktor Golobu bi odgovorila.
Pravica do življenja in dostojne smrti je tudi tista pravica, o kateri varuh pogosto razpravlja. Tudi sama sem bila lansko leto v Mariboru na posvetu, ko smo govorili, to je bilo oziroma že predlanskim, takoj ko sem nastopila kot varuhinja. Tematika mi je bila takrat morda tuja, vendar sedaj se s tem kar pogosto ukvarjamo. Vesela pa sem, da se je končno v slovenskem prostoru nekako že zaznalo ta trend, da ljudje imajo res pravico, da ne umirajo v bolečinah. In zastopniki pacientovih pravic so tisti, pri katerih lahko še zdrav, odgovoren podpišeš izjavo, da ne želiš podaljševanja, da si se pač tako odločil, kaj ti zagotovo tvoji sorodniki ne morejo biti tisti, ki bodo o tem odločali. Ti si pri polni zavesti tisti, ki se boš za to odločil. Ne glede na to, pa je država tista in zdravstvo, ki mora zagotoviti, da ni umiranje v bolečinah, ampak da je paliativa tista, ki mora voditi k dostojni smrti in da ni pravzaprav odvisno, kje živiš. Ali živiš v kraju, kjer je močna in kjer je možno, da ti jo nudijo, ali živiš nekje, kjer paliativa ni toliko prisotna in je preveč, recimo tudi vprašanje o tem, hospic dali ne, kdo ga bo prevzel, koliko stane, zakaj nekdo umira v takem okolju, drug v drugačnem. Torej pri varuhu se pogosto srečujem, tako sami zastopniki pacientovih pravic, ki nam do konca marca vsako leto dajo poročilo in jih aprila povabimo, uvedli smo to prakso in sem vesela, da se bolniki ali pa svojci pogosto tudi pri njih oglašajo. Z veseljem sprejmem to povabilo, sedaj že kar poznam to področje in bom tudi z veseljem prišla. Seveda pa je druga tematika, to, kar je gospod Šternjavič vprašal, naša priporočila, jaz o tem nisem govorila, ker gorje, da bi vam jih naštevala, so se zmanjšala 150 na 115, mislim, ali 114, vem pa preko 110. Prvič smo uvedli to rubriko, če jo pogledate, prej se je pač vsako leto samo priporočalo. Prvič sem želela, da pogledamo, kako je za nazaj, kajti če vsako leto poročaš, naj nekaj država naredi, marsikdo, zlasti novi ministri, mislijo, da je to vse na novo, je pa to že pravzaprav težnja 5, 10 let in se tole ponavlja. In zato smo letos čisto za pokušino uvedli te rubrike, torej izpolnjeno, neizpolnjeno, novo. In moram reči, da je kar žalostna zgodba, ko ugotoviš, da je veliko neizpolnjenih. Tolažim se samo s tem, da je poročilo z zamikom. Torej prejšnje leto, proti koncu leta so sprejeli v državnem zboru, konec oktobra je bilo najbrž, ker vedno pride v oktobru poročilo na prvo jesensko sejo, sprejeli z odobravanjem naša priporočila, dodali še 4 svoja, vendar časa ni bilo toliko, veliko stvari je v pripravah. Ko smo mi pisali poročilo v prvi polovici tega leta, smo zapisali, da se še ni realiziralo. V tem času se tudi marsikaj spreminja in jaz obljubljam, da bom v svojem mandatu, torej v naslednjih več kot 3 letih, upam, temeljito pogledala, kako je ta moj mandat potekal, kaj se je uresničilo, kaj ne. Pritiski, kot veste, so predvsem medijski, obelodanjene tega. Jaz mislim, da si nobena vlada in noben minister, vsi so na nekih listah in strankah in potrebno je skrbeti za volitve, ki so vedno bližajoče se, ne želijo, da bi jih kdo opominjal, da ni bilo nič rešenega. Tako da pričakujem, da vsa ta naša dobronamerna priporočila jemlje vlada resno, tako je bilo tudi v lanskem in letošnjem, bomo videli, bo prihaja že odzivno poročilo vlade, torej pričakujem, da bo v odzivnem poročilu že marsikaj tudi rešeno ali napovedano, kako se bo reševalo. Celo želim si, da bi skrajševala ta čas, kajti varuh mora poročilo po zakonu oddati do konca septembra za prejšnje leto. Torej bi imela sedaj še nekaj časa, 15 dni, da ga oddam za leto 2014. To se mi zdi celo prepozno, zato ker prihaja že novo. Tako da bom poskušala, tudi leto smo za 1 mesec skoraj skrajšali oddajo poročila, če bi ga premaknili v pomlad, bi ga lahko že prej obravnavali in bi
nekako v prvi polovici pred dopusti čisto drugače gledali prejšnje leto, kot sedaj, ko bo že oktober in prihaja novo. Verjemite, da zelo bdim nad tem, kaj izvršuje država, kaj obljublja in tako bo tudi naprej, če ne še bolj intenzivno. Hvala za vsa vaša mnenja, priporočila, ideje, težave v zvezi s cestami, poznam jih, vendar ko rečeš protizakonito stanje, s tem hočeš celo poudariti, naj se vendar reši, ne smemo vzdrževati takega stanja, zagotovo pa razrešitev župana ni tisti cilj, ker pravzaprav pride pa nekdo drugi, ki ravno tako brez denarja ne bo mogel ničesar rešiti in se zavedam te težavnosti, vendar ne morem pa reči, da je to zakonito, s tem pa opozarjamo, da je treba nekaj narediti in posvet, ki je bil tu res, še nima nobenega izplena. Nekatere občine se pa trudijo tudi z mediacijami, tako da jaz upam, da na tem področju morda se bo pa kaj tudi rešilo, vendar ko ljudje vidijo denar, je težko reči, boste pa vi, ravno vi in zakaj jaz, brezplačno odstopili in to za cesto, ki je pravzaprav zdaj moja last in lahko sedim sredi nje na enem trikotnem stolčku in ustavljam prometa. Tako da hvala lepa za vso vašo potrpežljivost, ker sem opazila, da sem bila zelo dolga, ampak letos sem si pač drznila to predstaviti, tako da se še malo bere vmes, da nisem samo govorila. Bom pa skrajšala pol drugo leto in upam, da bo v koncu pa krajše tudi cenejše pol poročilo. Hvala. Hvala lepa varuhinji človekovih pravic za pojasnila. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k 20. poročilu o delu varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prisotnost. Torej, ugotavljam prisotnost 32 državnih svetnikov, za je glasovalo 31 in proti ni bil nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 31 glasovi za in nič proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujem gospe Vlasti Nussdorfer, varuhinji človekovih pravic in vsem ostalim, ki ste bili zraven prisotni pri tej točki. Hvala lepa.